Tvoj najljubši okus sladoleda? Mango. Čokolada. Velikih je, ampak če bi mogla enega izpostaviti, recimo, da borovnica. Tvoj poklic? Multipraktik v resnici, zato ker počnem toliko veliko stvari, da je zelo težko opredeliti, ampak če bi mogla opredeliti, potem bi bil trener, recimo trenerka. Ekonomist, delam pa v kadrovski službi. Večjih podjetij v Sloveniji. Deloma delam v šoli, torej v srednji šoli. Nekaj svojega časa pa posvečam tudi mladinskemu delu, torej izobraževanju mladih. Predvsem pa tudi snovanju projektov, torej sem vodja projekta Popotniško novinarstvo. Poznaš kako zamejsko besedo? Ne vem, če zamejsko, ker sem zajdešnik, dosta jih uporabljal, vrheše sem boljše. Ja, zamejsko prav ne vem, če kakšno poznam. Mi je všeč vaša govorica oziroma ta naglas, drugače mi je všeč Alora, ampak to ni zamejska, ne? Ampak vse, recimo, da jo uporabljate. Najljubši dogodek, v katerem si bila v minulem letu? Težko vprašanje, ampak mogoče koncert Eda Sheerana. Glede mladinske organizacije, glede delovanja mladinskih organizacij, sigurno DM+, in pa seveda trening za trenerje. Drugačen dogodek na splošno je pa to, da sem bila 14 dni v Mehiki na Yucatanu. Kako bi opisala DM+ s 3 pridevniki? Sveže, inovativno, zanimivo. Glede na to, da sem bil željan del tega super projekta, je inspiratoren, držal me na pol leta za znanost mladih. Inovativen za vaše območje in upam, da prepotreben za nadaljnji razvoj za mesto. Predvsem aktiven, uporablja besedo tudi zagon in pa notranja motivacija. Kaj misliš, da je Capo in Bi? Capo in Bi. Prvici pa je, da nimam pojma, no pa Capo je bil šef. In Bi... ne pojma. Ne vem. Kaj si doslej slišala o zamejstvu? Da ima zelo veliko neizkoriščenega potenciala. Zavedam se, da je zelo pomembno in da se mogoče Slovenci premalo zavedajo, kako v resnici so naši zamejci pomembni.